V soboto 8. septembra se je začel ta ponedeljek, torej 8. oktobra, pa se je zaključil nacionalni projekt skupnega branja, v katerega so se vključile številne ustanove, ki skrbijo za bralno kulturo in razvoj bralne pismenosti. Seveda tudi naša knjižnica. Ker pa se je v tem času odvijal tudi Evropski teden športa, se je v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Republike Slovenije porodila skupna akcija. Medvoški športniki so postali promotorji branja. Smučarska tekačica, pred 6 leti tudi mladinska svetovna podprvakinja, sedaj pa biatlonka Leja Einfalt iz Bil. Kanuist, aktualni svetovni prvak v sprintu na divjih vodah Blaž Cofi Pirnič. Profesionalna kolesarka Špela Kern, prav tako iz Pirnič. Zadnja leta še ena naša občanka, atletinja, trikratna udeleženka olimpijskih iger Alenka Bikar. In eden najboljših slovenskih hokejistov, sedaj pa selektor slovenske reprezentance Ivo Jani Stanežič. Vsem je skupno to, da so člani Medvoške knjižnice. Kaj bi rekli, je tista dodana vrednost te Medvoške knjižnice, da se radi vračate vanjo? Mislim, najbližji mi je, tako da postrežba je zelo v redu, tudi več ali manj, kadar kjerokoli knjigo nekako si zaželim, ponavadi jo vedno imajo na zalogi. Seveda mi je priročna, blizu je, tudi ob sobotah je odprta, zelo so prijazni, tako da je bil čisto enostavni razlog, zakaj sem članica knjižnice Medvode. Ja, predvsem to, da je pač neka lokalna knjižnica, tukaj smo res doma, jaz se blizu, tukaj se domače in se že znajdem, tako da tudi nikamor drugam ne zahajam, tako da samo knjige iščem tukaj. Ja, v Medvoško knjižnico sem vpisana že od svojih otroških let, tako da mi predstavlja predvsem eno tako domačnost, toplino, tudi zaposleni so zelo prijazni, vedno so pripravljeni ti pomagati, če se ne najdeš, in pa tudi nabor gradiva se mi zdi super, jaz vedno najdem kaj, kar me zanima. Mogoče mi malo manjka angleških knjig, to jih predvsem preko interneta si potem naročam, ampak vse ostalo pa moram reči, da je izjemna izbira in sem zadovoljna. Vsi so torej člani Medvoške knjižnice in vsi so se z veseljem odzvali k skupni akciji Medvoške knjižnice in Olimpijskega komiteja, da povežejo nacionalni projekt skupnega branja in Evropski teden športa. Zato smo se v naši knjižnici odločili, da bomo kar med našimi policami pocukali za rokav naše uporabnike, ki so pa hkrati tudi športniki. Da jih bomo povprašali, zakaj berejo, zakaj ostajajo zvesti bralci, ali jim to sploh kaj pomeni, ali je to vdih, ali je to tudi mogoče povezava med športom pa med recimo temu treningom vztrajnosti, discipline in tako naprej. In kar je vsaj mene zelo pozitivno presenetilo, je bil njihov takojšen odziv. Res sem vesela, ker to, da se en aktiven športnik vzame čas med prihodom iz tujine, s svojim osebnim počitkom in odhodom nazaj na trening, na tekmo, pa vseeno reče, ja, tukaj sem prišel, bom takoj, dogovorimo se. Moram reči, da sem rekla, wow, presenečena sem, vesela in tudi ponosna. Športniki so torej postali promotorji branja, ki jim pomeni bodisi sprostitev ali vir novega znanja in življenjskih spoznanj. Kaj vam osebno pomeni branje? Sprostitev, en domišljijski svet, kakšen koristen nasvet, kaj je branje oziroma kaj najdete v knjigah? No, če bi me to vprašali 20 ali pa 25 let nazaj, bi rekel, da je to muka, ampak moram reči, da največkrat jo berem zaradi sprostitve. Poletni čas, takrat, ko ni toliko obveznosti. Moram povedati, da že odkar pomnim, sem zelo rada brala. V začetku so bile to seveda pravljice, kasneje kakšne bolj resne knjige. Danes se lotim vse sorte zvrsti, ali so to zgodovinske biografije, avtobiografije, športne, predvsem pa tiste družabne, zabavne, sproščene, da majčkeno spustim možgančke. Mislim, zame knjiga se malo odmakneš od kakšnih takih stresnih situacij. Pri športu mi prav pride, da je na tešnih tekmah, da ni skozi računalnik in buljanje v neki ekran. Malo odmakneš, malo razmišljaš. V bistvu v zadnjem času je predvsem sprostitev ali pa knjige uporabljam tudi pred različnimi tekmami, da se sprostim. Drugače pa tudi uporabljam različne strokovne priročnike, da se izobražujem na svojem področju, ker hočem še napredovati. Sama zelo rada berem knjige na samih potovanjih, za razliko mogoče od večine športnikov, ki zdaj gledajo filme in take stvari. Jaz velikokrat vzamem s sabo knjigo,
predvsem ker sem v tujem klubu v Belgiji, veliko potujem z avionom in tam je knjiga najbolj priročna. Vsem petim je skupno tudi to, da nimajo sicer svoje najljubše knjige, so pa knjige, ki jih vzamejo tudi večkrat v roke. No, moram pa tudi povedati, da sem v zadnjem času prebrala tudi nekaj takih športnih knjig, recimo zelo mi je v spominu ostala tale Športni gen, pred časom izdana tudi v slovenščini, ko jo je napisal v bistvu nekdanji atlet, zdaj pa novinar Sport Illustrated Magazine, zelo zanimiva knjiga, in pa knjiga nekdanjega športnika, smučarja Andreja Miklavca, ki je napisal, mislim, da je bil naslov Starši športnikov, dejansko kako ne bi se starši vedeli, ko imajo otroka za športnika. Zelo zanimiva knjiga, zelo priporočam. Take knjige zelo rad berem Harry Potterja, Gospodarja prstanov, take znanstveno fantastiko in pomaga, da se malo sprostiš, no, pa počiješ glavo. No, in pa zadnje čase mislim, tudi zelo rad berem kakšne take zgodovinske knjige, predvsem o drugi svetovni vojni, me začeli zanimati in malo bolj razgibano, da ni samo znanstvena fantastika, še kaj se včasih dogajalo v zgodovini. Da bi rekel, da imam neko specifično knjigo, ki mi je blazno všeč, ne. Moram reči, da zadnja knjiga, ki sem jo bral, je bil Športni gen, ki se mi zdi, da je bila taka knjiga, ki jo ne moreš naenkrat veliko prebrati, da je nekaj časa treba si vzeti, da vse te informacije procesiraš pri sebi, da v bistvu te knjige ven dobiš. Pa v bistvu nimam najljubše knjige, ker večino berem priporočili, tako da so vse dokaj dobre, da so mi zanimive. Ne vem, recimo ta zadnja, ki se najbolj spomnim, je bila Dan Brown od Inferno. Najbolj so mi pa zanimivi sigurno romani pa kriminalke. Ja, jaz imam eno knjigo, ki mi je res zelo pri srcu in tudi ponovadi preberem enkrat na leto. To je sicer iz angleško knjigo No Limit. V bistvu knjiga govori o najboljšem ameriškem plavalcu, Michaelu Phelpsu. Predvsem mi je všeč njegov način razmišljanja in način razmišljanja njegovega trenerja, ker sta v bistvu posvetila res čisto vse športu in govori v bistvu o odrekanju, po drugi strani pa o tej želji, ni samo za športnike, lahko bi bila knjiga tudi za vse ostale ljudi, zato ker gre za v bistvu, kako je življenje in doseči svoje sanje. No. In če med branjem in športom potegnemo vzporednice. Predvsem tudi vztrajnosti verjetno, ne? Pa mogoče tudi želja in veselje do tega, kar počneš. Ja, definitivno tudi branje zame pač neko učenje, bralno sporazumevanje in vse to in mislim, da zelo pripomore tudi k razmišljanju. Tako pri športu, kot tudi pri knjigah, je treba imeti vztrajnost, da prideš do konca. Pri knjigi, pri športu, da greš vsak dan na nove treninge. Se mi zdi, da moraš imeti tudi eno motivacijo za oboje, da te mora zanimati, da se s tem ukvarjaš. Načeloma pa saj meni oboje, tako šport kot tudi knjiga, pomeni neko sprostitev, neko dodano vrednost. Pri knjigah nisem tako vztrajna kot pri športu, sigurno ne. Ja, treba pa, ko se ene knjige lotiš, jaz ponavadi vzamem eno knjigo, tisto preberem in potem grem na naslednjo. Nisem ena tistih brag, da ima 10 knjig, pa potem jih skače s knjige na knjigo. Ampak ja, načeloma neka vztrajnost je potrebna pri vsake stvari, ki jo počneš. Zdaj velike razlika ni, najslajše na koncu. Seveda, če je trud prisoten. Tako da, ampak se mi zdi, da nažalost knjige izgubljajo na veljavi, da zdaj s temi družbenimi omrežji, telefoni, računalniki, da v bistvu sama knjiga izgublja. Sicer ne bom rekel, da se bere manj, kot se je bralo, ampak dejansko tisto, ko primeš knjigo v roko, mislim, da tega čara ni več, kot ga je bilo včasih, tako da se mi zdi, da bi se mogli malo vrniti na to nazaj. In citat, moto ali vodilo v življenju je? Ja, naprimer, da v življenju ni vse podarjeno, moraš si pa zaslužiti tako uspehe kot znanje. Ja, sigurno teh citatov je kar nekaj, jaz jih ponavadi tudi podčrtam. No, in ravno eden je iz teh knjige No Limits, ki je pač trener Michaela Phelpsa rekel, da naj govorijo dejanja, ne besede. Da je življenje prekratko, da bi se odpovedovali poslasticam, takšnim in drugačnim. Da ne obupaj, vedno, če nekaj začneš, da dokončaš in to je podobno tudi pri knjigi. Mogoče niti ni všeč tistih prvih 10 strani uvoda, ampak se mi zdi, da če se posvetiš, da je vsaka knjiga po svoje zanimiva. Moj moto je že od nekdaj, da verjamem v svoje sanje in trdo delaj za to, da se ti uresničijo.
Drugače v različnih težkih trenutkih pa velikokrat preberem pesem Popotnik od Toneta Pavčka, ki govori, da za tisto, kar se odločiš, da moraš iti vedno do konca in da tudi če ti prvič, drugič ne uspe, da moraš vedno znova in znova poskušati, tako da ne smeš obupati.